Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalce v izteku meseca marca in na pragu malega travna, ki se bo začel z akcijo Očistimo svoj kraj in drugimi dogodki. Zadnji marčevski dnevi so bili v znamenju materinskega praznika in velikonočnih pričakovanj, v svetu pa žal tudi z mnogimi žrtvami terorističnih napadov. V aprilu se bo v občini Slovenska Bistrica zvrstila pisana paleta prireditev, med njimi tudi fotografska razstava družine Čerič, revija otroških pevskih zborov in odraslih ter otroških lutkovnih skupin. Prepevali da bodo mladi, podčrtati pa je treba še mednarodno konferenco o volilni pravici od lokalne do evropske ravni, ki jo bomo gostili v Slovenski Bistrici ter številni drugi dogodki. Nekaj zanimivih sporočil pa prinaša tudi informativna oddaja tega tedna, zato ste vljudno vabljeni k ogledu. Na Zgornji Poskavi zborovali borci za vrednote NOB. Društvo za upravljanje KTV Slovenska Bistrica s 30. junijem 2016 preneha delovati in se ga izbriše iz registra društev. Slovenjebistriški zavod za kulturo pripravil ob materinskem dnevu prireditev z naslovom Zrcalce zrcalce na steni povej. V športu pa o uspehih mladih kegljačev Impola in meddruštvenem turnirju paraplegikov v kegljanju. V rubriki Lokalne novice pa o občnih zborih in prireditvi ob materinskem dnevu. Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca je v sredo 23. marca v čitalnici knjižnice Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici gostilo profesorja na oddelku za zgodovino Mariborske filozofske fakultete, docenta dr. Andreja Hozjana. Hozjanov raziskovalni opus obsega široko paleto zgodovinskih tem na spodnjem Štajerskem in tudi drugod na naših tleh po koncu srednjega veka. Še zlasti se posveča obdobju med 15. in 18. stoletjem. Ker je lansko leto minilo 500 let od največjega kmečkega upora na Slovenskem, je bilo predavanje posvečeno tematiki kmečkih uporov. V uvodu je dr. Hozjan predstavil razmere, v katerih so živeli podložni kmetje na Slovenskem in kaj je le-te spodbudilo k uporu. Glavni razlog so bile vedno višje dajatve in davki, ki so jih zemljiški gospodje nalagali podložnim kmetom, pa tudi spreminjanje teh dajatev iz naturalnih v denarne. V nadaljevanju so prisotni v čitalnici lahko izvedeli, kakšne zahteve so imeli puntarski kmetje in kakšen je bil potek najpomembnejših kmečkih uporov. Zaradi neizurenosti kmetov, neprimernega orožja in turških upadov so se kmečki upori klavrno končali. Plemiška vojska pa je uporne kmete kruto kaznovala. Dr. Hozjan je ob koncu predavanja odgovoril še na nekaj vprašanj, ki so zanimala prisotne. Člani Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica so se v četrtek 24. marca v Lovskem domu na Zgornji Poskavi sešli na redni skupščini. Člani so prisluhnili poročilom o delu v preteklem letu in potrdili načrt dela za leto 2016. V četrtek 24. marca so se v prostorih Doma krajanov krajevne skupnosti Impol na rednem letnem zboru sestali člani Društva za upravljanje KTV Slovenska Bistrica. Po ugotovitvi sklepčnosti so potrdili dnevni red ter izvolili delno predsedstvo in imenovali overovatelje zapisnika. Po sprejemu poslovnika o delu zbora so v nadaljevanju obravnavali poročilo o delu društva za obdobje januar-december 2015, poročilo o finančnem poslovanju društva za leto 2015, poročilo predsednika društva Gabriela Cintauerja ter poročilo nadzornega odbora. Sledila je razprava o poročilih, ki jih je zbor sprejel in potrdil. Krajše poročilo delovanja zavoda je podal direktor zavoda Drago Čož. Zbor članov društva je obravnaval tudi predlog upravnega odbora društva o prenehanju delovanja društva. Ko pa je vsa infrastruktura šla v zakup, Kabel TV Petrovče, pozneje Telemaho, pa praktično mi nismo imeli več nobenega orožja, ker se je takrat pojavila, vsaj po mojem mnenju, dvotirnost. Po eni strani javni zavod, ki smo mu dali v zakup vse skupaj in je on bil tisti, ki je bil prvenstveno zadolžen za to, da bo infrastruktura v redu in da bo v bistvu dobili signale takšne, kot je treba, da se bo izvedla modernizacija in to, kar je tudi v pogodbi med zakupnikom in javnim zavodom bilo narejeno. Drugič pa zaradi tega, ker društvo s tistim trenutkom
je izgubljal, finančna sredstva in interes, da sploh širi kabelsko mreže. Vse to je bilo, mi smo se dosti trudili s temi, moram priznati, mi, ki smo bili v upravnem odboru, pa smo vse tako dalje spravili zadeve po mukah, da se je modernizacija kabelskega omrežja tu in na Polskavi izvedla. Ko pa je Telemach prevzel, pa širjeno ni bilo več. To je ena zadeva bila. Druga zadeva je to, kar sem prej rekel, skladno z statutom in z 8. členom, kakšne dejavnosti ima društvo, smo ugotovili, da še imamo mi edino to dejavnost, da spremljamo finančna sredstva društva, vse drugo pa nimamo nič več. Ker vse drugo je pa nekako prišlo na javni zavod, in se je v bistvu to vse skupaj izgubilo, jaz bi lahko tu našteval vse te stvari. Nove oblike delovanja društva so pa zelo problematične pri, taki udeležbi in takem interesu, ki se je vse skozi vsa ta leta pojavljal v društvu, tako da v bistvu je vse to me vodilo nekako, da sem tudi predlagal, da smo razpravljali o teh zadevah večkrat na upravnem odboru in da smo končno v decembru sprejeli sklep, da predlagamo zboru članov, da se društvo ukine ali preneha. Sklep bi bil tak, jaz ne bi več, bi pa pričakoval v razpravi, da boste še kaj povedali. Sklep bi bil, da na osnovi 35. člena statuta društva za upravljanje kabelske televizije Slovenska Bistrica je zbor članov sprejel sklep o prenehanju društva, ki začne veljati, datum sem jaz pač predvidel 30.6.2016 zaradi verjetno še kakih urejanja, kakih zadev. Po daljši razpravi, v kateri je sodelovala večina prisotnih, je zbor soglasno oziroma z enim vzdržanim glasom sprejel sklep, da društvo preneha z delovanjem s 30. junijem 2016 in se izbriše iz registra društev. Vse potrebne aktivnosti in postopke bo v imenu društva vodil predsednik društva in upravnega odbora društva Gabriel Cintauer. V Viteški dvorani Bistriškega gradu je v četrtek 24. marca potekal glasbeno-literarni večer z naslovom Zrcalce, zrcalce na steni povej. Na prireditvi, ki je bila namenjena mamam, dekletom in ženam, so nastopili Mitja Krajnc, Renata Gračnar ter Živa in Neja Skrbiš. Prireditev pa so popestrile tudi umetnice ličenja frizur in fotografije Melanie Erker, Marija Ritonja in Marcela. Dogodek je organiziral Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Športna zveza občine Slovenska Bistrica vsako leto na prireditvi Športnik leta podeli kopico priznanj mladim športnikom, ki so uspešno začeli svojo športno pot. Pot do končnega cilja teh nagrajencev je še dolga in trnova, vendar si upati začeti v bilo kateri športni panogi je poseben pogum. V studiu Bistrica bomo v naslednjih rednih tedenskih oddajah pred vas postavili kopico mladih, ki bodo opisali dosedanjo pot in pogledali, kaj jih je prepričalo, da so se odločili za to športno panogo. V prvi oddaji bomo samo za vas kegljali. Odšli smo na keglišče v našem mestu in opazili pravi vrvež mladih fantov in punc, ki se spopadajo s to težko športno disciplino. Prva skupina punc in fantov že redno nastopa na turnirjih državnega prvenstva, ki v različnih starostnih kategorijah žanjejo dobre rezultate. Sem Marko Topolšek, star sem 11 let, tekmujem v 3. kategoriji in sem trenutno na 3. mestu, ko keglam zelo uživam. Sem Primož Topolšek, star sem 11 let in sem v 3. kategoriji, sem 10. po vrsti in mi je fajn. Sem Aneja Kunčič, sem v 2. kategoriji in sem po vrsti 12. Zelo uživam pri keglanju. Sem Špela Kunčič, tekmujem v 4. kategoriji in sem sedaj 2., pa keglanje je za mene zelo dober šport. Sem Mija Žnidarič, stara sem 13 let, tekmujem v 4. kategoriji, trenutno sem 18. pa zelo uživam v keglanju.
Sem Klemen Kokol, star sem 13 let, trenutno sem v četrti kategoriji, sem na 7. mestu in v kegljanju zelo uživam. Jaz sem Anja Magajne, keglam že 4 leta in sem v četrti kategoriji, prav tako sem na 7. mestu in sem zelo ponosna in ponosna sem tudi na svojo trenerko. Družbo na treningih, ki potekajo v torek in četrtek omenjenim, delajo ostali, ki še komaj spoznavajo veščine kegljanja. In kaj jih je privedlo na kegljaške steze in torej kaj je botrovalo temu? Ko smo prišli z izbirnim predmetom, smo prišli sem in pač me pritegnilo in je pač bilo ful fajn, učitelji so tudi ful fajn, pa pač pritegnilo me to, da so učitelji prijazni bili pa pač kot šport. Ja, mene je tudi to pritegnilo, ko smo sem prišli z izbirnim predmetom. Šport je zelo zabaven, trenerji so fajn. Jaz sem pač prišla, ker so prišle moje 2 sošolki, pa je bilo zelo zanimivo in zabavno in pač pritegnilo me kar tak. Mene je pa pritegnilo zaradi tega, ker smo prišli z izbirnim predmetom in na to pol sem si izbral ta šport in je zanimivo. Mene je pa k temu športu pritegnilo prvo to, da je moj dedi že keglal, v drugi vrsti pa to, da sem za šolo prišla. Mene je pritegnilo to, da smo sem prišli z izbirnim predmetom in pač se mi je ta šport zdel zelo zabaven in tudi trenerji so zelo super in ta šport mi je zelo všeč in mislim, da bom kar nadaljevala z njim. Tudi jaz sem prišel sem z izbirnim predmetom in me je takoj pritegnilo pač kegljanje nasploh. Pa ravno sem iskal nov šport in mi je postalo zelo zanimivo in upam, da bom tudi uspešen v tem športu. Mene pa pritegnilo to, da velikokrat hodim na bowling in sem probal tudi kegljanje. In je velika razlika je tudi in bom vztrajal pri kegljanju. Me je pa pritegnilo, tudi smo prišli z športom za sprostitev, z izbirnim predmetom in sem iskal tudi šport in sem se odločil za kegljanje. Največjo vlogo na začetku odigrajo prav trenerji, ki te mlade ljudi usmerjajo v neke nove dogodivščine. Začeli smo tam nekje že 10 let nazaj, s tem, da zdaj imamo ta generacija, kaj je kegla 4 leta, pa zdaj jih je prišlo še cel kup novih. In mislim, da je to edino prav, da se v klubu dela na mladih. Te, kaj imajo, ko prihajajo iz šol, jih je cela grupa oziroma cel razred in mi smo veseli, da jih je toliko navdušenih in upamo, da bojo tudi ostali tu. Mi imamo 7 turnirjev državnega prvenstva, ki se igra po celi Sloveniji, se pravi v različnih krajih. Potem je še v parih imajo tudi tekmovanja ta mladi, kjer so lahko mešane dvojice, se pravi moški, mislim fant, punca. Udeležujemo se redno vseh turnirjev in smo že dosegali lepe uspehe. Lani smo recimo imeli v drugi kategoriji 2. mesto, v parih smo že imeli 2. mesto, tako da smo kar veseli. Če si svoje življenje v mladosti zapisal v kegljaški šport, kot ga je Slavko Novak, si še toliko bolj vesel, da lahko svoje bogato znanje prenašaš na mlade, ki prihajajo. Vsi so zelo dobrodošli, predvsem. Mi se trudimo, kolikor se le moremo, da jih še bolj motiviramo z temi tekmovanji raznoraznimi. Seveda po določenem času morajo toliko trenirati, morajo priti v tiste moč, da lahko zdržijo, ker končno kegljanje je eno najtežjih individualnih športov. Če gremo po lestvici, ki so jo Nemci opravili, je kegljanje druga najtežja panoga. Prvo so težko atletske discipline, tako so meti raznorazni, potem je boks kot drugi in takoj zatem je kegljanje. Individualni šport kot vsak zahteva od vsakega posameznika ogromno časa, ogromno, kako bi rekel, vztrajnosti. Od nas, trenerjev, naj se tako imenujemo, je pa odvisno, kako bojo otroci sprijeli od nas to. Zdaj trudimo se, se pravim, po najboljših močeh, pa upam, da bomo uspešni še naprej. Za sebe pa samo lahko rečem, da se počutim zelo mladega, ko so med temi otroci.
Moram povedati, da je še večje veselje, če imaš drugo posameznico, pa tretjega posameznika v celi državi. To je tudi ponos Silvin in moj. Povejmo, da smo imeli v preteklosti tudi nekaj zelo uspešnih, celo smo jih na svetovno prvenstvo peljali, pa upam, da bomo tudi od teh prihajajočih tudi kjerega na svetovno prvenstvo odpeljali. Za sebe lahko samo rečem, da mi je to v veliko veselje. Saj pravim, jaz osebno upam, da jih bo še več kot tu. Bi pa priporočil vsem, ki gledajo to oddajo, naj pridejo, zelo jih bomo veseli in potrudili se bomo, da jih bomo spravili na take poti, ko smo spravili že, ne vem, od reprezentanta našega Mijoviča, verjetno izvejo vsi za njega, imamo Miheja Dobnikarja v prvi ligi kegla, imamo v tej naši ligi keglaja tudi fantje, tako da naj pridejo. Svojo zgodbo v začetku športne poti, ki je lahko uspešna ali pa ne, ima tudi predsednik kluba Ivo Kunčič. Ti mladi me zelo veselijo, da so prišli v ta šport, ki keglanje še danes eni jemljajo malo drugače in mislijo tudi drugače, pa že kar lep čas ni, zahteva popolnega človeka, pripravljenega fizično, psihofizično in ostale kondicije in da sploh postane uspešen športni keglač. Kaj še me pa posebej veseli, imamo pred dobro uspešne mlade kategorije dečke in deklice, prva, druga, tretja kategorija in četrta kategorija. Razveseljivo, da je že četrta v vrhu slovenskem, kar so, imamo te rezultate, po 2 koli so kar dobro, štrene mešajo naprej, dober pripravek naprej za kadetske, ki tu zdaj čaka kadetsko oziroma potem mladinke, a tile mladinci, ko pa so pa kadeti, oni pa imajo še za njimi trening. Tako da ta trening traje 2-krat, 3-krat tedensko, po kar ur od 7 pa večer do 21-22 ure, sicer tam so že bolj člani notri. Spoštovane in spoštovani, za nami je torej prvi prispevek keglanje, ki je imelo privilegij otvoritve. In kako bodo športi predstavljeni v naslednjih oddajah, bodite z nami in videli boste. Društvo paraplegikov Podravja je v torek 29. marca na keglišču v Slovenski Bistrici izvedlo meddruštveni turnir v kegljanju. Na tekmovanju, ki so ga priredili v počastitev občinskega praznika občine Slovenska Bistrica, je nastopilo 7 klubov iz vse Slovenije. Več o turnirju in njihovem društvu je ob tej priložnosti povedal Miran Jernejšek, predsednik kegljaške sekcije Društva paraplegikov Podravja, ki je kar 7-krat osvojila naslov ekipnih državnih prvakov. Mi smo Društvo paraplegikov Podravja, združuje 36 občin, tega na Slovenski Bistrici živi 22 paraplegikov. Tudi sicer pa rekreaciji in zdravju v vašem društvu namenjate precej pozornosti? Približno 30% članstva se ukvarja z raznimi športi, ki gojimo pri Društvu paraplegikov. Najbolj popularna je košarka, tako je na drugem mestu je keglanje, potem pa ribolov. Potem so še pa razni športi, kot je streljstvo, namizni tenis, potapljanje, smučanje, cestno ročno kolesarstvo, pa še kakšen šport bi se našel. Twirling je ponov se nekaj začel, pa še kakšen šport bi se našel, ko se zdaj ne spomnim. Če bi se kdo še želel pridružiti k vašemu društvu, kje lahko dobi informacije? Mi zmeraj želimo, da se nam bi še kaj pridružilo jih. Vse informacije lahko dobijo na Društvu paraplegikov Podravja, Lackova 43 Maribor. Tam je vsak dan v pisarni tajnica, ki bo, če tja pokličajo, dobijo vse odgovore. Po sredah pa imamo uradne ure od 10 do 14 ure. Pa treniramo v Slovenski Bistrici ob torkih od 10 do 13 ure, pa v Mariboru v dvorani Tabor ob sredah od 14 do 15:30.
Spoštovani, zadnja informativna oddaja v marcu se je iztekla, s tem, ko smo urne kazalce premaknili 1 uro naprej, pa smo zares v pomladnem obdobju, ki nas bo napolnilo z novim zaletom in poletom. Pa srečno do naslednjega tedna, čeprav nas še ta teden morda čaka nekaj prvoaprilskih potegavščin.